Lepo pozdravljeni v moji družbi, z vami sem Teja in za vas pripravljam intuitivne tarot vpoglede. Preden začnemo, te prosim, da si spodaj v opisu prebereš vse informacije, ki jih moraš vedeti glede mojih tarot vpogledov, in potem se lahko vrneš in začnemo. Zdaj tako, jaz sem pri jutranjem vpogledu astroloških znamenj opazila, da je na področju ovna nek problem. Sploh zdaj, ker smo se v teh dneh pogovarjali o slepih ulicah, je za ovna padla tale karta, torej samotar. In slepe ulice so seveda take temne, nekako ne vidimo izhoda in recimo ta samotar je tukaj nekako predstavlja osebo, ki se je znašla v slepi ulici, ampak še vedno išče izhod, še vedno išče neko točko upanja. Zdaj, ta napoved ni samo za ovne, to moram poudariti, vse napovedi so namenjene vsem. Torej, če te pritegne naslov ali pa če začutiš, da je ta video namenjen tebi, si ga poglej, če začutiš, da ti ni, pač potem ni namenjen tebi. Torej, v pregledu vseh znamenj sem videla, da je pri ovnu nek problem. Oven se še vedno išče tukaj, še vedno se išče neka rešitev, neka točka upanja. No, in ko sem potem jaz pomešala karte, tele, s katerimi bomo danes gledali, je spodaj padla karta štirka novcev. In ta karta v bistvu opisuje prav lepo, se dopolnjuje v bistvu s tole karto. Tukaj je videti, da si še vedno nekako, se držiš neke točke stabilnosti, nekako si ne upaš stopiti izven cone udobja, ker se bojiš, da v bistvu te tam ne čaka nič dobrega in nekako se potem osredotočaš na to, kar imaš in pač tukaj je videti, da probavaš nekako iz tega potegniti najboljše. Da vidimo, kaj imamo spodaj. Ja, in tukaj imamo devetico mečev, ne. Se pravi, bojiš se, še vedno se preveč bojiš stopiti ven iz cone udobja, narediti neko spremembo v življenju. Iščeš neko točko upanja, ampak evo, imaš občutek neke omejenosti, ujetosti v neko situacijo. Ampak karta mag tukaj govori o tem, da imaš v bistvu vse možnosti, da to situacijo obrneš v popolnoma drugo smer. In jaz mislim, da to tudi zelo hitro, da vidimo, kaj imamo tukaj spodaj. Petica palic. Ja, petica palic v bistvu je karta nekih konfliktov, zelo je taka goreča in v bistvu v primerjavi s to karto, ki je kot prva tukaj, se pravi, to je nekako glavna energija. Tukaj imamo sneg, imamo tako hladno vzdušje, tukaj pa je goreče vzdušje, ne. Se pravi, tukaj je neka strast, evo, in trojka kelihov, ne. Tukaj nekako neka strast, nekaj ti na tem področju lahko pomaga v bistvu stopiti ta sneg in najti neko drugo pot, ne, proč iz te teme, iz teh občutkov negotovosti in občutka ujetosti. Evo, in pol imamo karto svet, ki je tukaj kot konec ciklusa, ne. Cikel se zaključi, se pravi, tukaj, če tako pogledamo vse karte, v bistvu ta prav izstopa ven, ne. Tukaj je nekaj obstaja, kar ti lahko pomaga v bistvu rešiti vse te probleme. Ker imaš tukaj že v bistvu na dosegu roke. Tako da, dajmo pogledati, kaj to je in da vidimo, kaj delam? Da vidimo, kakšna je rešitev. Takole. Torej, nekako, sploh glede na to, kako sem zdaj primila karte, to je bilo res kar neki random. To se mi še ni zgodilo, da bi jaz karte kar obrnila in jih mešala drugače, ampak mogoče glih to, ne, nekako se mogoče lotevaš stvari narobe, mogoče drugače. Bomo videli, kaj bodo zdaj povedale karte. Okej, to je to. Ali pa se jih sploh ne lotevaš, ne vem. Okej, tle imamo v bistvu zelo dobre karte. Gre se za to, da recimo, če pogledam to karto, ne, ta se mi zdi tak nekako brezbrižen, kot da ga briga en drek za vse, ne. In tukaj je še vedno zima, ne. Tale pa je gospodič pa je vesel, nekako tukaj se mi zdi, kot da te nekdo čaka z neko ponudbo. Ti pa si tle, saj je dovolj, saj imam to, kaj me briga, saj je v redu, ne.
Ampak v bistvu tle moraš narediti ta korak, ne. Moraš narediti ta korak izven cone udobja. Zdaj ta kraljica mečev tukaj mi je zanimiva. In je zelo možno, ker danes smo imeli v današnji v dnevni napovedi smo imeli, da v bistvu tudi smo imeli norca in smo imeli kralja mečev, to pa je kraljica mečev. Torej, nekako sem dobila občutek, da nas nekdo opazuje. Zdaj, kdo nas opazuje, to je pri vsakemu lahko drugače, ne. Lahko te partner opazuje, lahko te šef opazuje, lahko, lahko tudi, če je nekdo recimo v tvoji družini umrl ali karkoli, te opazuje recimo, ne vem, iz nebes oziroma kakorkoli si ti to predstavljaš. Pač, jaz recimo verjamem v to, da nikoli ne umremo, ko do duše smo vedno živi in kadar naše telo zapusti zemljo, pač živimo na energetskem nivoju, dokler se spet potem ne rodimo v novo telo. In recimo dostikrat ljudje, ki jim umrejo kakšni bližnji, potem opazijo različne simbole, ne vem, opazijo kamenčke v obliki srčka, opazijo peresa tu in tam. Se pravi, ljudje na drugi strani ves čas z nami komunicirajo, ne, na tak ali drugačen način. In tukaj je zdaj kdo je ta oseba, ki nas opazuje in na nek način, ne da nas varuje, ampak na nek način nas opazuje v primeru, če bi bilo treba nekako pač narediti neko akcijo in ti pomagati, ne, v smislu, če ti ne uspe. Če ti ne uspe, obstaja tukaj neka oseba, ki ti lahko takoj priskoči na pomoč in ta oseba te opazuje in bo prišla sama od sebe takoj. Tako da tukaj v bistvu nasvet v glavnem ta, da pač da si upaš narediti ta korak, ker bo na koncu vse v redu. Ja, evo, devetica mečev, to imamo kot osrednjo karto in evo, tukaj desetica mečev, dvojka mečev, cesar, spet imamo osmico mečev. Torej, ja, tle je treba narediti neko spremembo, ne. Ovni. Tudi oni, ki niste ovni, pač iz perspektive ovna, dajte razmisliti, kje na katero področje se to nanaša in tukaj pač probajte narediti neke spremembe. Dajmo pogledati 3 karte, da vidimo, kaj se tukaj dogaja. Evo, spet imamo to devetico mečev. Kot osrednjo karto imamo torej devetico palic, ne, in tukaj videti, da se nekako, da daješ ful daješ neke energije v to, da bi ti nekaj uspelo in nekako imaš feeling, da si že skoraj na vrhu, ampak ta vrh kar ne pride in v bistvu tukaj vidim, da ful gledaš za nazaj, ne, koliko sem že prehodil, kdaj bom na vrhu, ampak v bistvu vrh je tukaj, ne. Se pravi, ti svoj fokus daješ na neko preteklost, obremenjuješ se s tem, koliko si že energije in časa vložil v neko stvar in namesto, da bi pogledal naprej, ne, gor, bi pač gledaš to, toliko časa sem porabil, toliko truda in še kar mi ni uspelo, ampak v bistvu si že tle čisto gor na vrhu in ta karta, kralj palic, tukaj to potrjuje v bistvu. In tukaj čutiti neko tako eksplozijo v smislu tista, kako smo se prej pogovarjali, ona strast. Strast je lahko do česarkoli, lahko je do osebe, lahko je do nekega hobija, lahko je do, ne vem, neke živali, kaj so. In pač to je tista energija, ki ti da življenje, ki kot tale, ne, pač energija, s katero narediš efekt, narediš neko akcijo, narediš neko spremembo. In tle imamo zdaj tega kralja novcev, ne, se pravi, tukaj imamo zdaj 2 kralja. Eden, ki je ful strasten in eden, ki je ful prizemljen. In to je tisto, kar smo prej govorili, ko smo imeli devetico kelihov spodaj, ko je neka oseba, ki ti tukaj že nekaj ponuja, ne, ampak ti v bistvu se nekako ne osredotočaš na to, gledaš za nazaj, preteklost, namesto da bi pogledal na prihodnost in v bistvu na to, da si že skoraj tu, da bi videl to osebo, ki te tukaj čaka. In te strahovi, ne, to te preveč obremenjuje. Namesto da bi šel v akcijo, nekako pač te dvomi, v bistvu strah pred tem, da nisi na vrhu, da je še dolga pot, strah pred tem, da ti bo tik pred zdajci spodletelo ali kaj takega, ne, to so te strahovi, ki te v bistvu tukaj ustavljajo. Dajmo pogledati naprej še 3 karte, imamo kočijo, kraljico palic in sedmico palic. Tukaj imamo v bistvu par, kraljico palic in kralja palic.
divine couple se temu reče po angleško. In tukaj v bistvu gre za to, to smo se tudi že pogovarjali o moški in ženski energiji, ker tukaj jaz vidim to kot tebe, kot eno osebo. In tukaj nekako gre za to uravnavanje moške in ženske energije, ne. Se pravi, zelo možno je, da operiraš v tej situaciji, ne vem, kje smo imeli, cesarja smo imeli, evo ga, ja. Operiraš preveč z moško energijo v tej situaciji. To pomeni, da hočeš doseči nekaj, kar se ne da doseči. Mogoče hočeš imeti pod kontrolo stvari, ki se jih ne da imeti pod kontrolo. In tukaj te nekako življenje usmerja v to, da obudiš to svojo žensko energijo, ne, da v bistvu, da se malček sprostiš, vidiš tale kraljica tukaj tako lepo svobodno pleše in je taka prijetna, pozitivna, skoraj da nekako brezbrižna. In nekako to energijo treba prebuditi, hkrati pa tudi to strast, ne. In tukaj, recimo, evo, ta kočija, tukaj se mi zdi, da ko enkrat to dosežeš, potem boš točno vedela, kam iti, da prideš do te osebe, kdo je ta oseba. Ali pa pač lahko da to ni oseba, lahko je tudi, ne vem, neka služba ali karkoli, nek projekt, pač pri vsakemu bo seveda to malček drugače. Ampak tale kočijaš, ne, ima dva konja, črnega in belega. In to je, pač bela barva je nekako povezana z žensko energijo, črna barva je povezana z moško energijo in v bistvu, ko te dve energije združiš v sebi, se pravi, ko pogledaš na to situacijo iz malček bolj ženske perspektive, ženske energije v sebi, ti tukaj pol uspe najti to ravnovesje, da bo v bistvu, tukaj gre konj vsak v svojo smer, ne, ampak ko enkrat ti najdeš to ravnovesje znotraj sebe, kljub temu, da te bo vleklo mogoče enkrat v eno smer, enkrat v drugo smer, boš to znal nekako uravnavati in ohranjati v ravnovesju. In recimo tukaj tudi pol sprememba, vidiš, kako se pol spremeni, ne. Tukaj se ti bojiš, te strahovi že te načenjajo, že te v bistvu te ful ustavljajo, ne. Tukaj pa je glih kontra, ne, tukaj dobiš to moč in naenkrat si pripravljen v bistvu se boriti s temi drugimi, ker veš, da pač najdeš to moč znotraj sebe, najdeš ta pogum. In recimo tukaj imamo, in to so vse pretekle izkušnje, ker če primerjamo s tole karto, se zdi, kot da v bistvu tale gleda v preteklost in joj, koliko vsega sem že naredil, ne. In zdaj pa temu narediš stop, ne, preteklosti, stop tem preteklim uspehom. Daj se osredotoči rajši tukaj, da greš naprej, ne, po stopnicah gor, ker če se osredotočaš na preteklost, boš padel dol, tukaj ni več stopnic, ne. In pač ja, dobiš to moč, da se nehaš v bistvu ukvarjati s to preteklostjo. To so lahko tudi kakšni ljudje iz preteklosti, ki te še vedno ustavljajo ali pa ti govorijo tukaj, ma ne bo ti uspelo ali kakorkoli, ne. Tako da ja, zdaj, kar se tiče tega samotarja, tukaj je rešitev v tem, da prebudiš to moško in žensko energijo v sebi, da tukaj najdeš nek balans. Preveč funkcioniraš iz moške energije. Probaj se malček sprostiti, malček počivati, malček, ne vem, zdaj odvisno, če je to neki odnos, recimo, da je tukaj neki odnos, ki ga hočeš nekako spraviti neko ravnovesje, daj si tukaj malček sprostitve, mogoče za ta odnos bi bilo dobro, da se odpravita nekam drugam, v nek drug kraj, na nek dopust, ne vem, karkoli. Zato, da se v tem odnosu potem ustvari neko ravnovesje. Dajmo pogledati zdaj še s temi kartami, da vidimo kakšen končni nasvet, kaj lahko pričakujemo, če se bomo držali teh nasvetov. Kralj novcev, evo, imamo še enega kralja, imamo kralja kelihov tukaj spodaj in imamo šestico novcev. In tukaj imamo petico palic. Petico palic smo imeli prej, čisto na začetku, ona karta, ki je ful izstopala ven, ne. In to je to so te konflikti, se pravi, te konflikte usmeriti v bistvu v to, da nekako najdeš, da se ti odpre to. Vidiš, kako temu kralju kar žari tukaj iz srca, da se ti odpre ta srčna čakra, ne, se pravi, tukaj imamo zdaj spet dve moške energije, ne, ful je te moške energije. Kaj imamo tle? Ja, tukaj pa je ta, evo, to je ta recimo neka ženska energija.
To je nekako prikaz karte, kako izgleda v bistvu, kadar uravnovesiš to moško in žensko energijo. Recimo ženske navzven delujejo nežne, prijetne, ampak v sebi skrivajo tisto borbenost, kadar je treba, pokažejo to drugo plat, ne. Recimo za moške glih ni tako, ne, moški so v bistvu bolj tako levi, ampak pa znajo pokazati tudi svojo nežno plat, ne. In to je v bistvu pomembno pri tej situaciji. Te konflikte, da v bistvu jih usmeriš, vse te konflikte, kar je to, kar te straši, to, kar imaš, te skrbi, ki jih nosiš v sebi, vso to energijo, vse te strahove, vse te težke misli, to so vse konflikti znotraj nas, vse to preusmeri drugam, preusmeri v to, da nekako moraš najti tukaj to ravnovesje, to stabilnost. In ta karta je tudi v bistvu gre za neko izmenjavo, neko, se pravi, pravilno ravnovesje v tvoji, znotraj tebe, znotraj tvoje energije. Teh strahov se moraš nekako znebiti. Zdaj, bomo pogledali v naslednji napovedi verjetno za škorpijone, kjer smo tudi našli, škorpijoni so imeli tole karto, kjer je bilo dosti možnosti. In to je verjetno nadaljevanje tegale, ne. Za škorpijone bomo pogledali, kaj ta karta pomeni, zakaj je tukaj toliko opcij in katera opcija je prava. In to bo verjetno tudi zate koristno, če do zdaj še nisi našel v tem vpogledu tistega pravega nasveta. Ker tukaj je treba te strahove nekako spremeniti, ne. In to je to, pač te možnosti. Preveč možnosti imaš in to te v bistvu obremenjuje. Tako da enkrat, ko najdeš ta fokus, ko najdeš tisto pravo smer, pravo idejo, takrat se v bistvu tukaj ta energija v tebi sprosti in se začne lepa izmenjava. In potem tudi ta kralj novcev, to je ta kralj. To sta v bistvu dve isti karti, ne. Ta oseba, glej, tukaj te čaka z nasmeškom na obrazu in v bistvu vse, kar čaka, je, da ti najdeš to ravnovesje v sebi in takrat se bo vzpostavila ta povezava. Takrat bo v bistvu konec tega obdobja samotarja, boš našel to luč, ne. To luč in to je to v bistvu, da vse te konflikte, ki jih imaš znotraj sebe, vse te strahove, vse te dvome, da jih preusmeriš, da to energijo preusmeriš drugam. In kako to doseči, bo verjetno, bomo videli v vpogledu za škorpijone, če ne pa bom pripravila kasneje še kakšen vpogled. Okej, upam, da vam je ta vpogled prišel prav, da vam je koristil, da vam je dal kakšen pameten nasvet. In se vidimo potem v naslednjem vpogledu. Čau, čau!